Lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in danes bom za vse nas pripravila en tarot pogled, preko katerega bomo razbrali trenutne energije in si tudi pogledali, kam nas energije vodijo v bližnji prihodnosti. Namreč zdaj vstopamo v eno tako zelo zanimivo, pestro obdobje, tako iz astrološkega kot tudi iz energijskega vidika. Danes, na 1. avgust, imamo polno luno, ki bo super polna luna. To pomeni, da je zelo blizu Zemlje, kar seveda pomeni, da bo imela zelo velik vpliv na nas, na naše počutje in tudi na naše odločitve. Še eno polno luno oziroma še eno super polno luno imamo konec avgusta, na zadnji dan avgusta, tako da je tukaj en tak lep sendvič na prvi in zadnji dan, dve super polni luni. Potem imamo 8. avgusta vrhunec levjih vrat. Ta levja vrata so se začela nekako, energije so se začele pojavljati že nekje konec julija, tam okrog 27. julija. Vrhunec bo 8.8. in ta levja vrata pogosto povzročajo neke velike spremembe v naših življenjih, neke velike prelomnice. Tako v nekem v fizični obliki, se pravi, da se nam nekaj dejansko zgodi, ali pa bolj na energijskem področju, da nekaj spremenimo na sebi, da pogledamo na svet drugače, da začnemo drugače delovati in tako naprej. Potem pa imamo še, mislim, da nekje okrog 23. avgusta imamo pa še retrogradni Merkur, tako da bo zelo, zelo zanimivo in pestro obdobje. In zdaj že nekaj časa planiram, da bi začela delati spet tarot poglede po horoskopskih znamenjih. To planiram že od začetka tega leta, ampak nikakor se še nisem spravila in evo, zdaj, ko imamo tako intenzivno obdobje, sem rekla, da ni boljšega časa, kot da začnemo zdaj. Tako da, evo, jaz sem karte že zmešala. Bomo šli, kot sem rekla, po horoskopskih znamenjih. Za vsako znamenje si bomo pogledali, kakšne so energije. Ampak tukaj bi rada opozorila, da to ni horoskop. Gledamo v bistvu na isto situacijo iz različnih perspektiv. Zato svetujem, da si pogledaš vsa horoskopska znamenja in probaš čutiti, katera horoskopska znamenja se poistovetijo s tabo in tvojo situacijo. Zdaj, nekatera horoskopska znamenja se bojo mogoče nanašale na tvoje ljubezensko področje, druga na tvoje poslovno, tretja na kakšno prijateljstvo ali pa kakšen odnos, kjer imaš nek konflikt. Skratka, jaz svetujem, da si pogledaš vse in svetujem tudi, da si vzameš kakšen svinčnik in papir ali pa si v zvezek ali pa na računalnik zapisuješ vse tiste stvari, ki se ti zdijo pomembne, ki rezonirajo s tabo. In potem seveda po kakšnem tednu pogledaš te zapiske in vidiš, kako si se odrezal v svojem življenju, kaj si naredil prav, kaj mogoče nisi, kje bi lahko boljše, in tako seveda pol sebe nadgrajuješ. Tako da to je to. Tudi to bi še rada povedala, da so znamenja med sabo povezana, ker kot sem že rekla, gledamo iz različnih perspektiv in prav zato je pomembno, da pogledaš vse. Bom pa tudi jaz v bistvu opozarjala na to, katera znamenja so med sabo ful povezana. Tako da dajmo kar začeti. Evo, jaz sem karte že pomešala in spodaj imamo kot osrednjo karto tega vpogleda desetico novcev. Desetica novcev je karta nekega takega res lepega uspeha. Tudi danes smo imeli v napovedi v bistvu je bilo v napovedi, da bomo zadeli žebljico na glavico. Zdaj seveda to pri vsakem pomeni nekaj drugega. Ali ti uspe nekaj res narediti na pravi način, ali ti uspe nekaj doseči, ali ti uspe na pravi način pogledati na neko situacijo, na neko stvar. Skratka, gre za nek velik uspeh, ki nam prinese neke vrste obilja. Zdaj, obilje ne pomeni samo finančno obilje, lahko je obilje v ljubezni, lahko je obilje v raznih uspehih, obilje, ki ga čutiš znotraj sebe, da se počutiš nekako izpopolnjenega. Se pravi, je definitivno neka osrednja karta te polne lune oziroma obdobja, v katerega prihajamo, je v znamenju obilja in uspehov. Desetica novcev je karta, ko nekako nakazuje obilje na vseh področjih. In spodaj imamo še asa novcev. Se pravi, res ena taka priložnost se nam pojavlja s to polno luno, ko lahko v njej dobesedno zasijemo. Zdaj, tukaj imam še naprej, če pogledamo, imamo še skritega hudiča in maga. Zdaj, hudič, tako bom rekla, jaz na hudiča gledam drugače kot mnogi ljudje. Vsekakor je hudičeva energija, recimo, mi smo nekako naučeni oziroma jaz bi rekla, da so nas, kaj sem, recimo vere ali pa enostavno filmi,
Drugi ljudje so nas naučili, da je hudič nekaj strašnega, zlobnega, hudobnega, da te hudič preganja, da ne vem kaj. Saj je, v mnogih pogledih je hudič tak, je energija, ki te na nek način, ki negativno vpliva na te, ampak dostikrat je hudič zamaskiran v neke take angelske podobe. Ker recimo angeli, kot angeli so, je energija, ki kaže resnico. In resnica ni vedno simpatična, ni vedno ljubka, ni vedno podcukrana. In danes recimo, ko gledam te razne te ljudi, ki se ukvarjajo z energijami, kartami, angeli in vse to, nekako kažejo te angele kot neka ljubeča, sladka, podcukrana bitja, ki te božajo, negujejo, ujčkajo, ampak v resnici je to hudičeva energija. Ker angeli te dostikrat, tisti pravi angeli, prava angelska energija, te dostikrat postavi pred dejstva na zelo oster način. Te porine ven iz gnezda in recimo kot pri živalih, ne, kadar je ptič dovolj velik, da lahko leti, in če se obotavlja preveč, ga mama enostavno brcne ven iz gnezda, ne, in recimo mi smo naučeni, da je to hudičeva energija, da je to, da te nekdo podiprože, nekdo nesramen, da je nekdo, pač včasih moraš dobiti to brco v rit, da poletiš. In to je tista prava angelska energija, ni tista, ki te ujčka in ti nosi hrano, še čeprav ti nosi hrano v gnezdu, čeprav si že sposoben iti naprej ven iz cone udobja. Hudičeva energija je v bistvu ta, ki te drži v coni udobja, ki ti preprečuje, da bi šel ven in ti govori, da je zunaj nevarno, da rajši ostaneš notri, ti daje to neko potuho. Tako da tukaj, zdaj, ker imamo tega hudiča za vsem tem obiljem, imamo tukaj tudi maga in tukaj jaz vidim neko sporočilo, da zdaj v tem prihajajočem tednu bomo mogoče soočeni z neko hudičevo energijo, kar pomeni, da bo nas na nek način hotela obdržati v neki coni udobja, ampak bomo imeli tudi moč, da jo premagamo. Tako da jaz bom zdaj razdelila karte, dajmo še pogledati, če kakšno posebno sporočilo glede pač splošno sporočilo. Evo, 4 palic, to je v bistvu karta, ki nas vodi do 10 novcev. Se nam odpira pot, zaljubljenca. To je v bistvu karta družine, lepih, čudovitih odnosov, temeljev, trdnih temeljev, in tukaj imamo karto zaljubljenca in to ni povezano samo z ljubeznijo, ampak se gre tudi odnos med tabo in tvojim višjim jazom, tudi glede nekega, lahko tudi odnos ljubezenski seveda, ampak gre se za to, da v bistvu nas ljubezen pelje do tistega obilja, kot smo ga prej videli. In evo, tukaj imamo kraljico mečev. Angeli so pogosto kralji mečev, kralji in kraljice mečev, zelo taki ostri z besedami, jasni, in dostikrat njihove besede malček bolijo, ampak bolečina vedno zdravi. Tako da, kadar te nekdo, tle imamo še 9 novcev, tako da v bistvu, kadar te nekdo prizadene, seveda, če je ta njegova akcija, besede, če so nekako stabilne, ne da te žali, ponižuje, to ne. Ampak če te nekako neka resnica prizadene, je to zato, ker moraš na njej pač delati in je to v bistvu ta angelska energija. Tako da, okej, dajmo zdaj iti po teh znamenjih, da vidimo, kaj se nam obeta. Začeli bomo z ovnom. In še enkrat, poslušaj vsa znamenja, ker v vsakem znamenju lahko najdeš kakšen nasvet. Ponavadi je tako, da vsaj nekih 9 znamenj bo zagotovo na tak ali drugačen način rezoniralo s tabo. Okej, oven, da vidimo, kaj se obeta ovnu. Najprej bomo pogledali nekako splošne energije, kje ste zdaj, in potem bomo pogledali, kaj se obeta. Evo, to je to. Spodaj imamo 6 novcev. Okej, tle je bila neka priložnost za neko lepo izmenjavo, za neko lepo sodelovanje, da vidimo, kaj se je s tem zgodilo. Čakajte, kraljica kelihov, ja, se mi je zdelo. Kraljica kelihov in spodaj imamo 5 kelihov. Tle vidim 2 osebi. Ena oseba je bila nekako odprta za sodelovanje, medtem ko druga oseba je spustila to priložnost. In evo, sem imela tako prst, ni videla priložnosti v tem sodelovanju in je ponudbo zavrnila. Zdaj, če si to ti ali je to druga oseba, ne vem, to boš vedel ti. To lahko veš sam. Ampak zdaj imamo v bistvu tukaj tale
obešanec pod vsem tem. Se pravi, vse skupaj nekako obviselo v zraku. Tako da tudi, če nisi oven, razmisli, če si imel kakšno tako situacijo. Se pravi, da je bila neka oseba v tvojem življenju, ki ti je ponudila neko možnost sodelovanja, je ponudila v bistvu, je bila nekako odprta za to sodelovanje, je hotela neko povezavo, neko usklajevanje, ampak nekdo v tem odnosu je to priložnost vrgel v zrak. In to je bila napaka. Napaka, zato ker je zdaj ta situacija obvisela v zraku, verjetno za obe osebe, ampak bolj je verjetno, da je obvisela v zraku za to osebo, ki je to priložnost spustila. To zelo rezonira tudi z mano, ta situacija. Ok, dajmo pogledati zdaj, kakšna je osrednja karta za vas, ovne. Osrednja karta zaljubljenca. Se pravi, tukaj energije vas pri polni luni spodbujajo, da res poskusite sprejeti to priložnost, iti nazaj v to situacijo, ker imamo tudi tukaj naprej imamo 10 mečev in 7 kelihov in karto stolp. Se pravi, definitivno je treba zaključiti z nekimi preteklimi bolečinami, z nekimi preteklimi negativnimi mislimi in tukaj izbrati neko pravo priložnost, ki bo prinesla te velike spremembe. Te velike spremembe, ki odpirajo vrata do te čudovite ljubezni, sodelovanja, izmenjave. Ok, dajmo zdaj še malce bolj poglobljeno pogledati to sporočilo. Kralj novcev, kralj kelihov in 9 kelihov. Ok, ovni, zdaj če se poistovetite s to situacijo. Zdaj, če si ti na strani te osebe, ki si nekako spodbudil ta pogovor, ki si spodbudil to sodelovanje, tukaj bi jaz nekako čutim, se pravi, če si ti ta kraljica kelihov, oseba, ki je nekako, ker ona ima tele, če pogledamo tukaj, ne, so te linije, ki grejo tako naokrog, se pravi ta izmenjava, ne, in tukaj je ena oseba dejansko spodbudila to komunikacijo, predlagala nek predlog. Zdaj, če si ti ta oseba, te jaz vidim tle kot kralja novcev, se pravi kot neko osebo, ki je stabilna, sigurna vase, ki je predlagala neko spravo, neko sodelovanje. Zdaj, če si pa ti ta oseba, ki je to ponudbo zavrnila, te pa v tem primeru vidim kot kralja kelihov. Se pravi, si zapiraš oči pred neko resnico, poskušaš ostati miren znotraj sebe in nekako celo čutim pri tem kralju, kot da hočeš v bistvu sam sebe prepričati, da nisi spustil te priložnosti, da nisi v bistvu povzročil neke škode niti sebi, niti nekomu drugemu, ampak da si naredil pravo odločitev. Tukaj je več kot očitno, da ta odločitev ni bila prava. Se pravi, če si zavrnil priložnost, je bila to velika napaka, ampak s to polno luno prihaja neka nova priložnost. Priložnost, da se ta odnos razreši, da se komunikacija zgodi in da se tudi zgodi kakšna sprava. Zdaj, če si ti ta oseba, ki je dobila zavrnitev, nimaš kaj narediti in jaz ti svetujem, oziroma karte tukaj kažejo, da imaš vso moč v svojih rokah, trenutno nimaš kaj narediti, ker če te neka oseba zavrne, nima smisla siliti v njo. Ampak ta oseba, ki pa je zavrnila, tukaj je pa tukaj bojo energije spodbujale to osebo. Tukaj tako tudi vidim, zdaj če pokažem malo bolj podrobno. Recimo, to je karta ovna in je rdeča, ne. In tle je tudi rdeča ozadje, tukaj pa je rdeča majica, ima ta kralj rdečo majico. In nekako tukaj vidim prav to, če si zavrnil to priložnost, je tukaj v bistvu tle je velik potencial in to moraš prepoznati. Jaz mislim, tudi energije in ta polna luna bodo to osebo usmerile k temu, da prepozna to priložnost. In kaj se obeta 9 kelihov? V vsakem primeru, če si ti ta oseba, ki si dobil zavrnitev, te čaka v vsakem primeru nekaj lepega. Zakaj? Zato, ker kadar ti nekaj hočeš narediti in ti neka oseba da zavrnitev, energije poskrbijo, da to, kar si ti hotel doseči, to, kar si ti hotel naučiti, to, kar si ti nekako imel v planu, pride do tebe po drugi poti, preko neke druge osebe. Medtem pa, ko oseba, ki je zavrnila to komunikacijo, to sodelovanje, pogovor, kakorkoli,
pa dobi novo lekcijo. Dobi v življenje osebo, ki jo bo spet peljala čez podobno preizkušnjo in bo ona na nek način občutila to, kar si ti občutil. Se pravi, ta oseba, ki zavrne, gre spet čez vse te lekcije, če seveda ne sprejme priložnosti. Jaz mislim, da tukaj pride neka priložnost, da ta oseba, ki je pač zavrnila ponudbo, da si premisli, da spet pristopi in tukaj imaš potem ti, če si ti bil prej tisti, ki si nekaj ponudil, imaš priložnost v svojih rokah, se pravi, da lepo spelješ to zadevo. Če pa ta oseba ne bo sprejela energij, ker pač mi ljudje imamo osebno svobodno voljo in to je naša supermoč. Mi gremo lahko kontra energijam. In energije so tako kot vreme. Zdaj, če recimo pada zunaj dež, nekako logično je, da boš vzel dežnik, si boš oblekel dežni plašč, si boš obul nepremočljive čevlje, lahko pa si pač, dajmo reči bučko, in greš kontra energijam, greš v dež z nekimi premočljivimi čevlji, brez dežnika in si pač potem moker. Zdaj, če ti je to v interesu, potem pač ok, ne? Ampak kar hočem reči je, da energije nas vedno spodbujajo k nekim akcijam, ampak mi imamo tudi vedno osebno svobodno voljo, da gremo kontra tem energijam. Seveda, posledično si nakopljamo težave in če greš v dež brez dežnika, se lahko recimo prehladiš in tako naprej, ne? Te na nek način energije kaznujejo, ampak ne glih kaznujejo, ampak enostavno se zgodi, vsaka akcija ima svojo reakcijo, vsako dejanje ima svojo posledico, tako da tukaj torej pri tej osebi, ki je to ponudbo zavrnila, ji bojo energije pomagale najti moč in zagon, da ponovno pristopi, ampak če ta oseba to zavrne, bo pač ona šla na novo lekcijo. Ti pa, oziroma tisti, ki pa je v tem odnosu nekako stabilen, siguren vase, ki je nekako dobil zavrnitev, pa se mu obeta nekaj lepega. Pride ta ista lekcija, oziroma ta ista priložnost pride, ampak preko neke druge osebe. Ok, zelo zanimivo. Gremo zdaj naprej na bika. Malček smo se zaustavili pri tem ovnu, ampak se mi je zelo ful pomembno sporočilo in to je tako zelo globoko. Tako da dajmo zdaj na bika, bik. Bik. Kaj čaka bike? Evo, to je to. Biki imajo tukaj šestico kelihov. Šestica kelihov tukaj govori o neki... Tukaj tudi neka izguba iz preteklosti. Zelo povezano s tem, kar je bilo v ovnu. Ja, tudi tukaj imamo, evo, spet se je pojavil ta obešanec. Se pravi, nekaj iz preteklosti je obviselo v zraku. Nekdo je nekako ostal sam na neki poti in tukaj se čuti neko... Jaz bi celo rekla, da te karte govorijo tukaj bolj o tej osebi, ki je zavrnila neko ponudbo. Ja, ker imamo, evo, tle imamo spet, so se pojavile te iste karte. Treba je pustiti nekaj preteklosti in izbrati, evo, tukaj imamo rdečo, ne? In tukaj smo imeli prej pri ovnu rdečo. Se pravi, to je ta odločitev. Nekaj bo prišlo, ko bo možnost neke sprave. Evo, tle imamo res prav ponavljajo se karte, evo, petica kelihov. Se pravi, te karte dobesedno govorijo o osebi, ki je ponudbo zavrnila. Tako da dajmo pogledati osrednjo karto za bike. Evo, ja, dvojka palic. Ostali so znotraj varne cone udobja, niso se hoteli soočiti, niso se hoteli, tako da mogoče ste to vi biki, mislim, lahko da ste tudi vi biki v taki situaciji, kjer je nekdo dobesedno, dajmo reči, beži pred vami oziroma se noče soočiti, ostaja znotraj varne cone udobja in kadar ostaneš ti znotraj varne cone udobja, si na nek način pod vplivom te hudičeve energije in posledično v bistvu si omejuješ priložnosti za rast, za uspeh, za obilje. Tako da dajmo pogledati malček globlje. Ne kolosode, karta svet, desetica palic in osmica novcev. To je točno to, kar sem jaz prej rekla. Se pravi, tista oseba, ki je zavrnila neko ponudbo, jo tle čaka v bistvu nek zaključek karmičnega cikla, ampak ni opravila vseh lekcij, ni opravila vseh bremen in vsa ta bremena nosi v novi cikel. Se pravi, s polno luno grejo vse te lekcije, ki jih ta oseba ni hotela sprejeti, zato ker je nekaj zavrnila, grejo v novi cikel. Spet bo treba se učiti, spet bo treba ponavljati lekcije, ki niso bile pravilno izvedene. Tako da biki, če se poistovjetite, oziroma vsi tisti, ki se poistovjetite s to situacijo,
ki ste nekaj zavrnili, vas zdaj v tem avgustu čaka mogoče malček težje obdobje, ker bo treba ponoviti neke določene lekcije. In ponavadi, kadar se lekcije ponavljajo, so v drugo malček težje. Tako da, ampak, ko pač je, ne, moraš si vedno upati, moraš si vedno, mislim, ker tle recimo, taka podobna situacija se meni zgodila, ko je neka oseba zavrnila komunikacijo z mano. Se pravi, jaz sem hotela se pogovoriti, jaz sem hotela najti nek kompromis, pač enostavno se pogovoriti, srčno, iskreno, dati vse karte na mizo. In ta oseba je rekla, ne, mene to ne zanima, jaz sem šla svojo pot. In pač, okej, nimaš kaj, ne, okej, pač si šla svojo pot, ampak če nečesa ne razrešiš, jaz tega, mislim, jaz splošno tega ne razumem, zakaj bi zavrnil se z nekom pogovoriti, samo če čutiš v sebi neko bolečino. In če čutiš v sebi neko bolečino, razočaranje, neko zamero, pač to moraš spucati iz svojega energijskega polja, tako ali drugače. In najlažje je tako, da se pač z nekom pogovoriš. Če pa se nočeš, če to zavrneš, ti energije pač pošljajo novo lekcijo, novo osebo, s katero moraš iti čez vse te iste preizkušnje. Ok, dajmo zdaj pogledati za dvojčke, karte sem že zmešala, tukaj imamo štirko mečev. Pri dvojčkih, evo, jaz pa mislim, da te karte dobesedno govorijo o tisti osebi, ki je to priložnost nekako dala, ki je nekako predlagala neko spravo, neko komunikacijo, ki je pristopila z nekim odprtim srcem k odnosu in z željo, da se nekaj razreši, da se nekaj razčisti, da se pride do neke lepe rešitve. Ta oseba je, ki je pristopila, je pomirjena, kot sem rekla, je pristopila, je čustveno in naredila je neko drzno potezo. Se pravi, šla je v neko, pristopila je z neko ponudbo, ki mogoče tudi njej ni bila v redu. Se pravi, mogoče tudi tebi ni bilo, če si ti nekako ponudil to priložnost, ti ni bilo najlažje, ampak vsekakor, lej, sonce, zvezda, wow, pogledamo še naprej. Trojka kelihov, samotar in tukaj, to pa je karta v bistvu dvojčkov, ker je gor na vrhu. Se pravi, če si ti tista oseba, ki si dal neko ponudbo in si dobil zavrnitev, absolutno, tako kot sem že prej rekla, te čaka nekaj lepega. Pač pride neka druga oseba, ki ti bo dala v bistvu to isto priložnost in je celo še lepša, zato ker tukaj imamo veliko arkano in to je karta energiji, se pravi, to je kot vreme. Zdaj to pa je, da tudi če imaš ti, tudi če zunaj sonce sije, pač mogoče recimo vzameš dežnik pa greš pod, ne vem, slap, zato da imaš to vodo zraven, mislim, ne vem, če sem to prav povedala, ampak mislim, razumljivo, ampak nima veze. Skratka, kar hočem povedati je, dvojčki, tukaj se vam obeta nekaj res lepega, neka lepa združitev, mogoče z neko drugo osebo, ampak bo vsekakor dala to, kar v bistvu si nekako zgubil s to neko drugo osebo, tako bi rekla. Dajmo pogledati malo globlje. Karta mag, stolp in kralj kelihov. Ok, tle imamo mag. Karta mag je karta osebe, ki ima vse potenciale, ki nekako kreira svoje življenje. Zdaj tukaj imamo tudi karto stolp in jaz mislim, da tukaj neko presenečenje. Mogoče bo za vas dvojčke oziroma vse vas, ki se poistovetite s to situacijo, tukaj se pojavi neka oseba, ki je druga. To smo imeli pri ovnih, ne, ko sem rekla, da ta oseba, da je zavrnjena in da noče pogledati resnici v oči. Zdaj tukaj je drugačna energija v tej karti, ker pač imamo tudi drugačne karte zraven. In to je ta oseba, ki pride v tvoje življenje, neka druga oseba, zato ker ta prva te je recimo zavrnjena. Zdaj ta nova oseba bo prišla iznenada, nepričakovano. Zelo bo mirna, zelo bo ne fokusirana vase, ampak zelo bo mirna in čustveno stabilna in res bo tukaj prišlo do neke lepe izmenjave. Zelo zanimivo, wow. Ok, dajmo zdaj pogledati za rake, da vidimo, kaj se obeta rakom in vsem, ki se poistovetijo s tem vpogledom. Jaz svetujem tudi, da si pogledaš svojo rojstno karto. Na internetu lahko najdeš različne aplikacije, kamor vpišeš svoj datum in uro rojstva in ti potem zračuna, kakšne imaš še znake v luni, mislim, kakšni so še tvoji podznaki, no, tako. In potem v bistvu vidiš, kakšno imaš znamenja na rojstni karti in med temi znamenji so tista, ki bojo tukaj najbolj rezonirala s tabo. Lahko pa greš čisto po občutku in pač tiste, ki rezonirajo, jih vzameš, druge pa pač ne. Evo, to je to za rake.
Raki, 10 novcev. Evo, ja, wow, ok. Taka zelo pestra zgodba iz perspektive rakov. Imamo torej 10 novcev, se pravi, vsekakor je bil tle nek potencial za neko lep uspeh, neka hitra akcija celo. In tukaj vidim te lekcije, se pravi, tukaj govori ta perspektiva o raku, perspektiva raka govori tukaj o tem, da je bila neka nepričakovana akcija, ki je mogoče nekaj začasno ustavila. In v bistvu je to glih to, ko smo pregovorili. Tako da tukaj tudi je v bistvu rak predstavlja tudi eno perspektivo te osebe, ki je dobila zavrnitev. Ne to, ki je dala, ampak dobila zavrnitev. Se pravi, tukaj je bila neka možnost sodelovanja, neke lepe izmenjave, ki bi prinesla ful obilja. Ampak nepričakovana akcija, se pravi zavrnitev, verjetno ti je povzročila, da pač, ker imamo iz 10 gremo na 8 novcev, se pravi, gre na manj, ne, ti je v bistvu nekaj odvzela. In to je ta oseba, ki je odvzela neke lekcije, se pravi, se izogiba komunikaciji, se izogiba neki spravi, se izogiba sodelovanju in ona je v bistvu vzela del tega obilja, ki bi pripadal tebi, k sebi, ampak ne se zaradi tega sekirati. To je samo začasna energija, ker se mora ustvariti prostor, da lahko pride potem ta nova oseba notri in s to novo osebo lahko dosežeš dosti več, ker imamo tukaj sodbo. Zdaj, tle spodaj imamo še eno trojko mečev in to je v bistvu, se navezuje na to osebo, ki je dejansko šla proč, ki ni hotela sodelovati. To ji bo potem njej odvzeto, pač tako energije delujejo in tebi se potem to vse povrne, najdeš to svojo stabilnost, to kraljico mečev, wow, ful dobro. Dajmo pogledati, kakšna je naslednja karta za rake. Štirka palic, evo, kaj sem rekla na začetku, 4 palic je tista karta, ki te pelje do obilja. To je v bistvu pot do tega obilja in čeprav se zdaj mogoče zdi, da ti je ta oseba na nek način nekaj odvzela, ne se sekirati, v bistvu se je ustvaril samo prostor, preko katerega bo lahko prišla neka boljša oseba, s katero dejansko lahko pol ustvariš bolj trdne temelje in tudi prideš do lepšega zaključka, lepšega odnosa. Dajmo pogledati malo globlje. Wow, karta sonce, as kelihov in karta luna. Evo, tle mi je tako prav ful zanimivo. Če pokažem. Ker zdaj v bistvu te karte ful govorijo o tej neki komunikaciji, ki se ni šla. To je nekako ful prisotno v tem pogledu. Sovražim besedo reading, kako rečejo Slovenci. Reading. To mi je tako... Ok, kakorkoli. Zdaj, tle imamo v bistvu sonce in imamo luno, yin in yang in to je to, kar sem prej rekla, ne, se pravi, pride neka oseba, ki ti dejansko lahko pomaga to čustveno praznino zapolniti, zato ker je una oseba recimo odšla oziroma ni hotela komunicirati. Pride ta neka situacija, ki te dobesedno napolne z energijo in hkrati, zdaj tukaj lahko na te karte pogledamo na dve različne perspektive. Lahko gre recimo za to osebo, ki pride in zapolni praznino in v bistvu je yin in yang. Lahko pa se tudi te karte bere tako, da tista oseba, ki je nekako zgubila to priložnost oziroma ne zgubila, ampak jo zavrnila, se potunka globlje, ne, zgubi v bistvu vsa ta bremena, ki jih je tebi vzela, ki njej ne pripadajo, ki bi jih ona tebi, ki bi prišel, se pravi, če bi prišel do komunikacije, bi prišel do neke lepe izmenjave in bi vsak dobil tisto, kar bi vsak potegnil neke zanimive lekcije, ki bi obe strani nadgradile. Tako pa je ena oseba to ponudbo zavrnila in ta, ki je zavrnila ponudbo, je pobrala neke tvoje lekcije, si je dala na ramena. In zdaj te lekcije niso njene, ona bi mogla s komunikacijo, ta oseba, predati te lekcije tebi in ti njene lekcije njej. Zdaj te lekcije bodo odstranjene, ker pride ta nova oseba, tisti osebi, ki pa ima ki je naredila zavrnitev, pa v bistvu jo te lekcije, recimo tvoje, če si ti dobil zavrnitev, jo v bistvu potunkajo globlje na dno. Pač malček se sliši kruto mogoče, ampak tako deluje energije. Vedno mora biti ravnovesje in če nekdo preprečuje ustvarjanje ravnovesja, se pač
to zgodi na njegovi strani in dobite lekcije, ki jih pač mora dobiti. Ok, dajmo zdaj pogled za levi. Lev. Levi, kaj se obeta levom? Ok, to je to. Lev ima tukaj paža novcev. In kraljico kelihov, karto mag, karto svečenica, visoka svečenica. Imamo pa tudi, bom pokazala tako, imamo pa tudi devetico mečev in štirko novcev. Ok, zdaj pri vas levih, tukaj tudi vidim v bistvu, kot da ste dali neko ponudbo, ker ta kraljica me spomne, me poveže s tisto na začetku, ko smo imeli šestico novcev in tole kraljico pri ovnih, da ste vi, tudi pri vas je nekako, govorimo o tej osebi, ki je nekaj dala, nekaj ponudila, mogoče je bila ta priložnost malček majhna, mogoče je bila sramežljiva, na nek način niste bili sigurni vase, ko ste dali neko ponudbo, ampak v bistvu tle videti neko veliko moč in neko, kot da dobite preko energiji neko stvar, ki vas dvigne ven iz tega obdobja in greste lahko naprej proti novim obzorjem. In evo, tle imamo pa kralja, kot osrednjo karto za leve imamo kralja kelihov. Levi, vi ste mogoče nekako dali neko ponudbo ali pa nekaj čakate, mogoče tle bolj vidim neko čakanje. Ampak imamo kraljico kelihov, imamo tukaj tudi kralja kelihov, se pravi, gre za divine couple. Tle je, se pravi, za božjanski par, pač nobena beseda mi ni všeč, niti angleška, niti slovenska, ampak gre za to povezavo. Se pravi, tukaj v vaši bližini je neka oseba, ki na nek način vas čaka. Čaka, da pristopite in tukaj v bistvu je videti, čutiti, da ta oseba vas bo sprejela ne glede na to, kako vi pristopite do nje. In tukaj tudi čutim mogoče glih to, kar sem prej govorila pri ovnih, ker zdaj leva imamo direkt pod ovnom. In tako so bile direkt prej karte postavljene, ko sem imela 3 karte še za ovne. Kralj je bil pod šestico in zdaj je na tej isti poziciji. Se pravi, tukaj glih to govorijo karte, da pri vas levi oziroma iz perspektiva leva prihaja neka priložnost, ko lahko pride do ponovne komunikacije med kraljem in kraljico kelihov. To ne pomeni, da je v bistvu moški ženska, to ne pomeni, da gre za ljubezenski odnos, ampak gre za moško in žensko energijo, ker v vsakem odnosu je ena oseba deluje z moško energijo, ena z žensko energijo. In recimo dajmo jaz z mojim partnerjem sem recimo v ženski energiji, potem imava dajmo reči nek pogovor in takrat vstopim v moško energijo. Se pravi, konstantno menjavamo žensko in moško energijo in v vsakem odnosu si ti pač gledano na splošno bolj v ženski ali pa bolj v moški energiji. In tukaj v bistvu se ne gre za to, kdo je kakšnega spola, ampak bolj iz kakšne energije deluje. Torej tukaj je neka oseba, ki čaka, da pristopiš ponovno mogoče. In vsekakor ti bo energije pomagale dati nek predlog, dati neko rešitev, kako pristopiti. Tukaj videti, da mogoče ste pristopili bolj sramežljivo ali pa imate namen pristopiti bolj sramežljivo, ker pač veste, da ste mogoče naredili neko napako ali pa vas je mogoče strah, vam je nerodno, kakorkoli. Ampak imate zelo dobre možnosti, evo tle tudi to vidim, ja, da nekaj uspete. Zdaj tukaj imamo še 2 paža. Vsekakor je videti tle neka, da ste mogoče v tem odnosu ali pa v tej situaciji nekako začetniški, nekako nesigurni vase, pač to, kar sem prej rekla, ne. Mogoče malček dvomite, mogoče imate občutek, da niste glih na pravem mestu, ampak vsekakor energije vas vodijo naprej in tukaj bi jaz rekla, ne dvomiti vase, nikakor ne dvomiti vase, pojdite pogumno naprej v to priložnost, tudi če se vam zdi, da je vse nekako obrnjeno na glavo, ker prihaja neka razjasnitev. Ampak zdaj ta stolp mi je malček tak, jaz bi tle še malček raziskala, kaj je ta stolp. Oziroma bom samo še eno karto potegnila. Aha, trojka kelihov. Ja, levi, vi ne pričakujete tle nič. Nekako imate
nekako se pojavi neka priložnost, ko lahko pride do neke zanimive komunikacije in ne pričakujete nič, oziroma pričakujete mogoče celo zavrnitev, zato ker ste nekako mogoče imate občutek, da niste dovolj uspešni, da niste dovolj izurjeni, da nimate dovolj, da mogoče se ne počutite dovolj vredne za to situacijo, ampak tukaj vas karte spodbujajo, da greste vseeno v to pot. Nekaj se bo tle odprlo, zdaj s to polno luno v prihajajočem tednu. Neka priložnost, ki te res lahko potisne naprej, če zbereš jajca, dajmo reči. Če zbereš jajca, se zgodi potem čudežno skoraj neko lepo sodelovanje. Tako da ne imeti občutka, da niste sposobni, kar pejte v to akcijo, ker se obeta nekaj lepega. To je ta priložnost, o kateri smo prej govorili. Wow, ful dobro. Dajmo zdaj naprej na devico. Kakšne energije bojo spremljale devico? Devica, kje je moj mačkon? Kam je šel? Do zdaj je, veliko preden sem začela, tam je. Spi, moj miško. Ga bom pol mogoče prinesla pokazati, mojega Majsona. Jutri bo 1 mesec, odkar je prišel v naš dom. Evo, to je to za devico. Devica imamo spodaj 4 mečev, kar pomeni, da devica, pogledajte se tudi znamenje dvojčka, ker smo imeli tudi pri dvojčku tole karto. Da vidimo, wow, devica, wow. Ok, imamo 4 mečev, ki kaže na to, da vi device se počutite varno, stabilno. Nekako ste dorasle svojim potencialom, dajmo reči, ker prej smo omenjali gnezdo, če se spomnite, ko sem rekla, da angeli v bistvu so tisti, ki te vržejo ven z gnezda, medtem ko hudič pa, kar bodi tukaj ti je lepo, tukaj ti je toplo, tukaj jaz ti bom vse prinesel, samo zato, da ne greš ven po svoje obilje. Ampak tukaj je videti, dobesedno ste dorasli nekemu svojemu potencialu, dajmo reči. In greste ven iz gnezda. Mogoče, ker imamo tle zdaj kraljico novcev, in tukaj imamo viteza novcev, bi rekla, da mogoče še ne čutite tega zares v popolnosti, da ne čutite še te samozavesti, kot bi jo lahko. Se ne počutiš, ampak dobro, nič hudega, ne, ko greš prvič ven iz gnezda, pač ne veš točno, kaj lahko pričakuješ, in tudi, če si pripravljen na nek način, in pač si bolj v nekem nelagodju, temu reči v nekih dvomih. Ampak vsekakor vas čaka tukaj devica nekaj ful lepega, srčnega. In tle imamo, srčnega in nekaj, kar že dolgo časa čakate. Tako da ste pripravljene, device, ste pripravljene, čutite se pripravljeno, odlično. Dajmo pogledati vašo osrednjo karto. Kralj palic, odlično. Ja, kralj palic je v bistvu kralj, ki je zelo samozavesten, siguren vase, včasih mogoče malček preveč egoističen, mogoče malček preveč nadut, ampak načeloma, da vidim, kakšne energije čutim. Ne, jaz tle čutim res prav neke take močne, prijetne, samozavestne, take malček zastrašujoče energije, ko si tak prav malček, ko pristopiš do nekoga in kar ima malček tako strahospoštovanje, ampak ne v slabem smislu. Jaz mislim, da to je tista samozavest, ki jo vi device čakate, rabite. Se pravi, tukaj je v bistvu neka res lepa moč v vas, se prebuja. Ok, dajmo pogledati malček bolj. Zdaj imamo spet karto stolp, 3 kelihov in paža kelihov. Ok. Zdaj, tle so ful podobne karte kot pri levu. In ne vem, če se vidi, mislim, da se ne vidi, koliko mešam, ampak dejansko pomešam toliko karte, da je zdaj, recimo, nekdo bi rekel, ja, to si slabo zmešala. Ne, zato, ker če bi enkrat manj zmešala, bi bile karte čisto druge. In tukaj se povezujejo ful z levom. To so vse karte, ki smo imeli že pri levu. Tako da za vas, device, velja tudi to, kar sem pri levu govorila. Je povezano. Se pravi, dobesedno so meni tudi tam to sramežljivost, ne. Tako da ste pripravljene device, ampak mogoče se počutite še malček sramežljive, malček v dvomih. Ampak imate tle res ful neko samozavest. Ta polna luna vam prinaša neko močno samozavest, ki bo prišla skoraj tako malček iznenada. V bistvu tle vidim bolj kot nek booster. Se pravi, se zgodi, da imaš v bistvu v nekem trenutku ful samozavesti, greš v neko akcijo, ampak pol v bistvu ta booster mine.
se pravi, je kot nek energy shot, kot da bi dobil neko injekcijo samozavesti, zato da lahko nekaj sprovedeš. In jaz bi rekla, da v bistvu bo se ta samozavest umirila, bo šla nazaj, ampak nekako čutim v tem dobro, ni tle čutiti neke slabe stvari, kot na nek način pride tista samozavest, da nekaj narediš, da nekaj pokažeš, da nekaj uspeš in potem to samozavest izgubiš, ampak greš na nek drug nivo. Kot če damo na primer ptiča, ne. Se pravi, zdaj si pripravljen, da greš ven iz gnezda, ampak imaš ful te dvome. Dobiš tisto brco v rit, da imaš to samozavest. Se pravi, tvoja mama ptica te prine ven iz gnezda in zdaj moraš leteti. In imaš to samozavest, vidiš, wow, uspelo mi bo, uspeva mi, odlično mi gre. In potem v bistvu greš, ne vem, greš nekam k morju in tam v bistvu raziskuješ neko novo obzorje, tako bi rekla. In tam si nekako začetnik. Se pravi, tle vidim nek tak ful hiter pospešek v nek drugi level. Nekako tako bi rekla. Okej, tle se mi je zdaj slučajno še razkrila karta trojka mečev. In ja, vsekakor je tle še neka srčna bolečina, ki jo treba predelati, ki jo treba v bistvu raziskati, in to je to, kar pač ta energy booster oziroma ta nenadna samozavest ti samo pomaga, da greš na naslednji nivo, ampak nekaj je še ostalo nerazrešeno, neka srčna bolečina, neka globoko zakopana rana, čustvena, ki jo bo pač treba nekako predelati. Ok, dajmo tehtnice, to bo pol prišlo po mojem z levimi vrati ali pa potem kasneje. Mogoče retrogradni Merkur bo to bolečino prinesel na površje. Ok, tehtnice, moramo malček pohiteti, danes smo ful dolgi. Zakaj zdaj pojem? Kaj je to s tehtnicami? Neka melodija. Ta karta mi je takole ostala, da vidimo. Spet desetica novcev. Ok, ta je, v bistvu ta vse, wow, tehtnice. Zakaj sem pela? Zato, ker je neki kot neke orgle, ko sem jaz slišala v glavi, ne, kot v bistvu, ko imaš mislim, kot nek hvalospev. Se ne vem, kaj je hvalospev, ampak ta beseda mi je padla na pamet. No, kakorkoli, tehtnice, tle ste na pravi poti. Ta je karta prave poti, ne morem nič drugega reči kot prava pot, odpira se vam neko lepo obzorje. Zdaj tle imamo to šestico kelihov, ki smo imeli že prej, in gre za neko, kot da spustite nekaj v preteklosti. Ta karta, to smo imeli prej, ampak energijsko ni povezana s tisto situacijo, ki smo prej raziskovali, ker se tle te dve barvi se ujemata. Se pravi, tukaj čutim, da se vam odpira pot, da neko težko bolečino pustite za sabo. In tukaj imate neko samozavest. Neka samozavest, ki te pripelje do nečesa lepega. Glede, tudi karta moč je tukaj. Karta moč, zdaj tle imamo sicer še dvojko novcev in svečenico, ampak nekako ta dvojka novcev mi niti ni toliko čutim tle v bistvu tako, dobesedno razmak. Neka situacija lahko pride, ki te malček zmede, ampak ti imaš tukaj ful moči, imaš neko lepo čustveno situacijo, obilje, skratka, tle neka samozavest se rodi, mislim, tako bom rekla. Zdaj, tehtnice, ste na pravi poti, neko težko breme boste pustili za sabo in tukaj res se vam obeta nekaj lepega. Mogoče ta karta nekako me spominja tudi na tega kralja novcev, pač oba imata rdečo majico in podobne barve so v ozadju, tako da je lahko to povezano z devico ali pa mogoče se tudi ta vpogled iz device nekako nanaša na vašo situacijo, ampak mogoče neka oseba, ki tukaj postane zelo samozavestna, nekako vidi neko situacijo drugače in to potem povzroči nek lep razplet, nekaj lepega. In evo, tle imamo to desetico novcev, ki je prišla pač gor na vrh. Wow, tehtnice, zaenkrat kaže vaša situacija zelo dobro, ful dobro. Vidim tle, da res se vam obeta nekaj lepega, kot da bo neka oseba dojela nekaj,
in to pač nekako čutim povezavo z devico tukaj, zato ker devica mogoče, oziroma neka oseba, ki dobi nek booster samozavesti, pristopi in nekako vidi drugače situacijo in to potem povzroči, da se tle zgodi ta lepa komunikacija, ki je nekako prisotna preko celega tega vpogleda. Se pravi, ful je prisotno to, pač pot do obilja, ampak pot do obilja lahko dosežeš v nekem sodelovanju. Ok, dobro, tehnica. Imamo karto zvezda, karto sedmica kelihov in šestica novcev. Ja, mogoče gre to za neko željo. Gre za neko željo, ki je že dolgo časa prisotna in se zdaj manifestira. Zdaj tukaj imamo to sedmico kelihov, ki nakazuje na nek pomemben korak. Lahko, da gre pri vas tehnice tukaj za neko odločitev, ki bo nekako... da boste mogli neki, ampak ne, jaz tle čutim nekaj drugega. Jaz mislim, da tle v bistvu se zgodi nekaj, kar ni pričakovano. No, vi imate neke svoje plane in potem buf iznenada pride tale cesar in ta cesar povzroči neko lepo sodelovanje. Tako, ful zanimivo sporočilo. Tako da tehnice, jaz mislim, da vi zaenkrat ne rabite nič kaj posebej tukaj delati, čarati, nekako fokusirajte se na se in pol iznenada pride neka situacija ali pa neka oseba, ki je zelo samozavestna in vam prinese neko sporočilo, ki bo tako mogoče kar malček wow, in bo pol prišlo do neke lepe izmenjave, do neke lepe komunikacije ali pa do nekega lepega sodelovanja. Ok, zdaj pa škorpijoni. Še 15 minut imamo in še 5 znamen. Nam bo uspelo. Škorpijoni. Ok, to je to. Pri škorpijonih spet ista karta svečenik. Da vidimo, kaj je zdaj spodaj. Ok, zdaj imamo spodaj osmico palic, trojko kelihov, trojko novcev, pardon, karto smrt in petico kelihov. Ok, zdaj tle, škorpijoni ste na neki dobri poti, definitivno dobite nek zagon, neko brco v rit k nekemu sodelovanju. In to sodelovanje bo prineslo transformacijo, da nekaj iz preteklosti uzrete v drugačni luči. Nekaj v preteklosti se ni šlo tako, kot ste pričakovali in naredili ste verjetno neko napako in zdaj ta napaka vas je stala dosti enih, pač zaradi te napake ste imeli dosti nekih preglavic. Se pravi tako, ste na pravi poti, tudi če ste v preteklosti se vam je kaj ponesrečilo, nič hudega. Tukaj videti, da pride ta neka brca v rit, ki bo tudi vas spodbudila ven, tako kot podobno kot pri devicah. S tem, da vi ne dobite neke samozavesti, ampak bolj ste usmerjeni na pravo pot, bolj vas energije prav potisnejo na pravo pot k nekemu sodelovanju. In to sodelovanje je ful dobro, ker sem prej rekla po nesreči trojka kelihov in trojka kelihov je v bistvu nekega srčnega povezovanja, neke lepe čustvene zamenjave, tukaj pa imamo v bistvu sodelovanje. Tako da pride do nekega lepega skladja in to mogoče celo pride do take lepe komunikacije, ki pomaga pri transformaciji, da stari del tebe umre. Zato, ker tukaj pa imamo take karte. Imamo petico kelihov, imamo šestico mečev in imamo petico novcev. Se pravi, nekaj v preteklosti ste mogoče naredili narobe, niste glih prav odreagirali in zdaj se boste začeli zavedati, da ta stvar ni bila prava, da ste naredili mogoče napako. Mogoče vam bo žal, ker boste videli, da ste si sami sebi uničili uspeh, da ste si sami sebi zaprli vrata pred uspehom. In tukaj potem ta booster, to je tale osmica palic, ta sredinska karta, ki vas v bistvu porine proti zmagi, da končno najdete zmago, da končno v bistvu odklenete ta vrata, ki ste si jih zaprli zaradi vaših nekih odločitev, ki so vas mogoče bolele. Zakaj bolele? Zato, ker imamo tukaj pod to trojko palic, imamo trojko mečev. Zdaj sem že videla vašo osrednjo karto, dajmo pogledati. Vaša osrednja karta je štirka kelihov. In tudi to mi je ful zanimivo, kako sem zdaj zložila karte, ko sem dala te spodnje nazaj, sem dala to petico kelihov, pač slučajno na sprednjo stran. Se pravi, na nek način mogoče zavrneš, imaš tle neko, dajmo reči nevarnost, da zavrneš neko lepo ponudbo, oziroma
neko možnost k spremembi. Dajmo pogledati malček bolj globoko, ker ne bi rekla, da boste zavrnili to, ampak ok, ne boste. Jaz mislim, da ne. Hoteli boste zavrniti, ampak energije ne bojo pustile. Enostavno energije ne bodo pustile, da to zavrnete, ker to je res nekaj, kar je ful pomembno. Pač to je, glej, tle je ta Maurica, ona tle gleda, tle imam vse te razbite kelihe, vse je bedno, vse je prazno, vse je en kurc, če se lahko tako izrazim, se opravičujem tistim, ki ste občutljivi na kletvice, ampak pač tle vse je tle kot Bog, jaz bi več, jaz hočem drugo. In tle imaš na dosegu roke, poglej, na dosegu roke, nekdo ti ponuja neko lepo, čudovito priložnost. Ampak zaradi vseh teh napačnih, mogoče celo tako, ker zdaj imam te karte tako, mogoče v bistvu gledaš na nekoga si mogoče ljubosumen, čutiš neko ljubosumje, ker vidiš uspeh nekoga drugega in nekako hočeš doseči te sanje, ampak namenjeno ti je nekaj ful boljšega. In tukaj te bo energije, te bojo dobesedno brcnile v to stran, nekako boš ti hotel iti proč od te situacije, ampak energije te bo ustavile. Tukaj spet ta rozasto, kot smo imeli prej. Tle imamo rozasto in tle imamo tudi rozasto. Se pravi, ti boš hotel ali pa hotla iti stran in energije bo rekle, wait, stop. Ne greš nikamor, tukaj bomo razrešili, tukaj bomo razčistili, tukaj bomo najdli to, kar si vedno želiš. Znotraj tebe najdeš to, kar si želiš. Ne se osredotočati na druge, ne se primerjati z drugimi, ne gledati v temu, kaj imajo drugi, da to moraš imeti tudi ti. Pač nekako proji po svoje, kot ti veš, kot ti pač najdi to obilje znotraj sebe. Tukaj te bo v bistvu ta polna luna spodbojala k temu, no. Dobesedno se ti bo zaprla pot, da ne moreš iti proč od tega. Ne moreš, mogu ali pa mogla se boš s tem soočiti in to je ful dobro, lej, ful dobro. Jaz mislim tudi, mogoče bo malček tisti, jaz niti ne čutim nekega občutka, da bi ti bilo kaj hudo, ker te bojo energije ustavile, ampak dobesedno ti bojo pokazale pot, tako. Ok, strelec. Evo, strelec. Tle se pa ful karte povezujejo pri teh znamenjih, ker tako končam mešati, da vedno pride neka podobna karta, ki smo imeli že prej. Se pravi, pri strelcu, strelec tukaj vidim neko mirnost. Vi strelci ste nekako ful zatopljeni v svoje stvari. Evo, tukaj imamo osmico novcev, imamo karto kolon usode in, tle imamo, čakaj. Kolon usode, karto mag, Ok, tle je ful neka zanimiva zgodba, mama mia. Strelci, pri vas vidim ful nek tak zanimiv napredek, če pogledamo. Tle je tale punca, ki je nekako v svojem svetu, dela svoje stvari, trudi se nekako delati, opraviti neke opravke, nekako priti na tekoče, kakorkoli, ampak tle je neka rizična situacija, mogoče se je to že zgodilo, nekaj rizičnega je bilo in v bistvu to ti je dalo moč, da premagaš neko težko obdobje, da premagaš to neko energijo, ki je v bistvu pri tebi prinesla en kup ene negativne, na nek način ste se strelci postavili proti temu. Na nek način ste dobili neko moč za premagati vse to sranje, ki je bilo tlele. Glej, koliko mečev in to so nekako ta najslabše karte od mečev. 9 mečev, 7 mečev in 5 mečev. In tukaj v bistvu ti kot ta oseba, ki je nekako se fokusirala na se, provala nekako rešiti neko situacijo, najti neke lekcije, tukaj karta mag, se pravi ti kot ta oseba si imel moč to nekako premagati. In tukaj je 10 mečev, ko to gre proč. Ta negativna energija se umika in tukaj je ta cesarica kot zadnja karta in nekako prav vidim tle povezavo, ne. Zdaj je tvoj čas, da dobesedno zasiješ, da se prebiješ ven iz tega balončka, zdaj prihaja neko obdobje, ko boš imela priložnost v bistvu narediti neko spremembo ali pa odmakniti iz svojega življenja neke stvari, ki so te ful časa dobesedno meglile tvoje misli, tako vidim. Ok, dajmo pogledati, strelec, osrednja karta tvoja je
sedmica kelihov. Zdaj, tle se mi spet pojavlja ena taka zanimiva struktura, ker imamo karto zaljubljenca, karto kralja kelihov, ki ima to rdečo majico, in tukaj imamo to sedmico kelihov, ki pa ima to ta rdeč kelih. Nekaj se skriva v tvojem življenju, neka priložnost, neka pot, neka izbira, ki te dobesedno lahko pripelje do tega, do te cesarice. Dajmo pogledati malce globlje. Trojka palic, paž mečev in šestica kelihov. Ok, glej. Tukaj imamo tole, spet imamo tako rdečkasto karto, rumeno in rdečkasto, ne. In tukaj je v bistvu glih to, da te energije spodbujajo ven iz tega balončka, ki smo ga mi prej omenjali, ne. Čas je, da greš ven iz balončka in greš na nek drugi nivo. Zdaj, kam sem prideš, mogoče tle čutiti neko samostojnost. Jaz to razbiram iz te karte. Neko samostojnost, nekako greš sam po neki poti, pač to ne pomeni, da ne vem, pride do neke ločitve, da pride do nekega konflikta ali kakorkoli, ampak nekako poslušaš samo sebe, tako bom rekla. Dobesedno se naučiš zaupati samo sebi in samo sebe poslušaš pri tem, katero odločitev izbrati. In tle se ti obeta nekaj je skrito, neka priložnost. In mogoče ti bo kdo nasprotoval, da izbereš to pot, ampak tukaj kar pogumno izberi to odločitev. Nekako je čas, da res poslušaš samo sebe, da poslušaš to, kar ti čutiš v srcu, da ti daje neko navdušenje, neko veselje, mogoče tudi malček vznemirjenja, strahu. Kadar se nečesa bojiš, je to zelo pogosto znamenje, da je to pot, na katero moraš iti. Moraš se soočiti s strahom. Moraš premagati ta strah. In ljudje radi bežijo od stvari, ki jih je strah. Pač to je hudičeva energija, držite v coni udobja. Ampak kadar se ti enkrat naučiš, kadar dojameš, da je strah samo plod tvoje domišljije, samo plod tvojih misli, da strah v resnici ne obstaja, takrat si upaš v bistvu narediti kakšno drznejšo potezo in to se pogosto obrestuje. Zato, ker največ sreče je na strani tistih, ki so pogumni, ki si upajo riskirati. Ok, Kozorog. Dolgi smo. Sem upala, da bo manj kot 1 uro, ampak ja, zgleda, da je ful sporočil. Pač dejansko prihajamo v neko tako obdobje, ko je res pestro, ko se bo dosti dogajalo na energijskem nivoju in tudi v naših fizičnih življenjih. Evo, Kozorog, padejo karte in evo, spet imamo spodaj neko karto, ki smo imeli pri prejšnjem znamenju. Kako zanimivo. Ampak tle za Kozorog, za vas upade 2 karte, so narobe obrnjene, tako da ne vem še, kaj so. Takole so padle na tla, tako da dajmo pogledati, kaj so. As kelihov in sonce. Wow, Kozorogi. Zelo lepo, nekaj lepega, wow. In tle imamo spodaj cesarico. Ja, Kozorogom se obeta definitivno nekaj lepega v življenju. Oziroma tukaj tako, cesarica, da vidimo, cesarica, aha. Ok, nekako ste našli neko svojo samozavest, neko mirnost, nek dober občutek, ampak tle je spet neka prisotna neka oseba, ki beži. Se pravi, se noče soočiti, kako smo imeli že prej na začetku, ne. Ampak tukaj se vidi se, da ste nekako Kozorogi uspeli najti neko zmago in premagati neko razočaranje ali pa bolečino. In to, da ste toliko časa nekako vztrajali, evo, da ste šli svojim naprej po svoji poti, vas pripelje do nekega lepega obilja. Do nekega lepega dogodka, da ste vztrajali na svoji poti, da ste se nekako fokusirali nase, da ste našli to, da ste v bistvu iskali to mirnost, samozavest, sigurnost vase, to vam pol prinese v bistvu neko lepo zmago. In v bistvu tole, ne, ker ste šli naprej po vaši poti. Ok, dajmo pogledati, kaj se vam tukaj obeta. Zdaj,
Pač tukaj sonce je najbolj pozitivna karta v tarotu in as kelihov vsekakor je neka ful dobra karta, kar nakazuje na neke lepe nove čustvene začetke in verjetno tudi ozdravitev tele srčne bolečine, tega razočaranja. Zdaj lahko je to razočaranje na tvoji strani, lahko je to na strani nekoga drugega, ampak tukaj prihaja res neka nek lep balzam za dušo, tako bi rekla. Dajmo pogledati malček bolj. Ja, šestica novcev, karta moč in karta pravica. Oh my god, kozorogi. In tisti, ki imate dosti kozoroga v svojih kartah in tisti, ki se poistovetite s tem pogledom, tle se obeta neka lepa izmenjava. To je to pač, to je to, kar sem rekla, da ste šli na pravo pot in zdaj se to nekako obrestuje. Vse to delo, ki ste ga naredili na sebi, se bo začelo obrestovati. Tukaj je videti moč. Ta karta ima tukaj tole srček, srčno čakro in tudi taka bolj zelena je, pač srčna čakra je zelene barve, kar nakazuje na to, da je v bistvu ta srčna bolečina nekako se pozdravi. Pride neka izmenjava, ki vam pomaga nekaj premagati, še nekaj, pride do neke transformacije. Ful podobno kot pri strelcu. Dosti podobno sporočilo kot pri strelcu. In potem pride pravica. Situacija se postavi v popolno ravnovesje. Wow. Odlično. Tle sploh nimam kaj več dosti za dodati pri kozorogu, ker nekako energije tukaj vas v bistvu usmerjajo k nekem lepem dogodku, ki vas bo dobesedno navdihnil in na nek način poplačal ves trud, ki ste ga vložili vase v preteklih dneh, tednih, mesecih, letih. Ok, dajmo pogledati zdaj vodnarje. Vodnar. Kaj se obeta za vodnarje? Malček mi že zmanjkuje glasa. Vodnar. Karta luna. Vedno, kadar delam poglede, tako, dosti krat jih naredim tako sam zase, pri vodnarju je vedno neki XY. Zdaj, to me malček spomne na tisto, ko smo imeli pri raku, ko smo imeli luna, as kelihov in sonce. In tukaj imamo spet pač to luno, ne. Se pravi, vodnari. Jaz bi rekla, tukaj govorijo te karte o osebi, ki je v bistvu bežala od neke situacije, se izogibala neki situaciji, nekemu, pač tista oseba, ko sem prej rekla, da jo lekcije potegnejo na dno. Zdaj, tukaj pri vas, vodnari, vi ste že nekaj časa na tem dnu. In mogoče nekako niste čutili možnosti, da bi nekaj spremenili. Na nek način so vam možnosti, na nek način ste se počutili preveč, vam je manjkalo samozavesti, da bi se res spustili globlje v neko situacijo. In jaz bi rekla, da ste bolj hrepeneli po nekem drugem uspehu, ampak tle, ja, tudi mogoče ste bili malček preveč trmasti, ampak tle se nekaj zgodi, kar te dobesedno izstreli ven. Podobno sporočilo kot pri devici, tako da tudi vi si pogledajte za devico sporočilo, ker je tukaj dobesedno nek booster samozavesti. Ampak, ja, nekaj iz preteklosti je še ostalo nerazrešeno, neka čustvena povezava, mogoče tukaj že gre za neko, da si že povezan s to osebo, ker je, ja, hudič. Mogoče gre za to, da si s to osebo že na nek način povezan, ampak ni prišel še do tiste globoke komunikacije. In tukaj energije bodo dobesedno te vrgle ven, ti bodo dali nek booster, da nekako postaneš samostojen v svojih odločitvah, da nekako najdeš to neko samozavest in tudi čutim nekako, da si bolj upaš iti nekih, kako bi to opisala, ful težko v besedi te občutke. Je neka samozavest, ampak na nek način, kot da se ne obremenjuješ več s tem, kaj si bo mislili drugi. Nekako se fokusiraš res nase, na to, da ti najdeš svoje zadovoljstvo. Zdaj, ta hudič tle mi je malček sumljiv.
mogoče tle neka oseba, ki te je pri tem ustavljala, mogoče tle neka oseba, ki te je držala nekako ujeto v teh globinah, ti je dala neko zmedo in zaradi te zmede si naredil neke napake. Ja, v preteklosti so bile neke napake narejene, ampak ne vem, ful tako čudno sporočilo. Pri vodnarjih imam vedno neko tako sporočilo, ki ga je ful težko dešifrirati. Ampak dajmo pogledati, kaj je osrednja karta. Vodnarji. Kaj se dogaja? Pri vas, vodnarji, ja, kot sem rekla, nek booster, podobno kot pri devici. Dobesedno nek booster, nekaj se zgodi kar pravno kot grom in strela in dobesedno se zemlja prekolje na dva dela, da v bistvu, mislim, ne dobesedno, normalno, ampak na nek način se dobesedno nekaj kot da bi, ne vem, pač dobesedno kot, ful je težko to opisati. Daj, da pogledamo še te 3 karte. 10 palic, 9 kelihov in 6 novcev. Ful dobro. Ful prihaja tle do izmenjav, ker smo imeli to 6 novcev tolikokrat že in dostikrat je bila že na tem 3. mestu. Ampak evo, vodnarji, konec je nekega, ne bi rekla zdaj težkega obdobja, ampak dobesedno ti življenje zbije to prtljago proč. Dobesedno ti jo raztrešči in takrat končno vidiš, kaj je tisto pravo, kam moraš iti, kje so tista čustva zakopana znotraj tebe, ko prav dobesedno na nek način te izstreli proti pravi priložnosti, proti tej lepi izmenjavi, neki lepi komunikaciji, izmenjavi mogoče nekih idej, znanj, mogoče nekih globljih čustev. Skratka, dolgo časa je bilo tle pri vas, vodnarji, ste bili nekako ujeti v nekih občutkih nesamozavesti in tukaj končno najdete nek svoj zagon, pogum, da prav se razbremenite in se nehate več držati nekih stabilnih točk, nekih točk, kaj si bodo drugi mislili, kako mora kaj izgledati, kako mora kaj biti, ampak dobesedno vam energije na nek način eksplodirajo v vso prtljago, ker ste na nek način, kot da ste si sami sebi ustvarjali probleme, tako bom rekla. Sami sebi ste ustvarjali probleme in zdaj pride neka strela in to raztrešči na milijone kosov in končno vidiš tisto, wow, zdaj vem, katera je moja prava pot, zdaj vem, do katere osebe moram pristopiti, da lahko pride do te čustvene izmenjave, zdaj vem, kaj moram reči, da lahko izrazim ta svoja čustva, te svoje občutke. Tako da, wow, ok, vodnarji, zelo zanimivo. Ok, dajmo zdaj še zadnje znamenje za ribe pogledati. Ribe. Oh my god, zdaj je pa še en komad, ki je ful dosadan. In gre ribi, ribice, ribice. In ne vem, zakaj mi gre ta komad po glavi, ko me čakam, da vidimo, kaj bo zdaj karte povedali. Oh my god. Zdaj se jim bo ta komad motal po glavi še 100 let, ziher. Mislim, še cel dan. Zelo se boste zmešali, no. Nočejo se končati mešati te karte. Ok, to je to. Ribice, karta moč. Samozavest, odločnost. Glede česa. Spet se pojavljajo podobne karte kot pri znamenju pred tem. Ok, imamo karto moč in pravica, 9 kelihov in tukaj imamo 10 palic in 4 novcev. Ja, pri vas, ribah, se je zgodilo nekaj, da ste mogli pokazati svojo moč. Dobesedno ste mogli pokazati svojo moč in ta moč vam je prinesla ful nekega zadovoljstva, veselja, obilja. Ampak hkrati je prinesla neka bremena, s katerimi ste mogli iti naprej. Ta bremena ste uspeli nekako osvoboditi, spustiti in iti proti neki transformaciji. Obeta se vam nekaj dobrega in nekdo, ki je naredil neko napako, bo to zelo obžaloval, ampak je možno, da bo tukaj spustil neka pričakovanja in pristopil z neko lepo rešitvijo. To sem razbrala iz teh kart. Da vidimo, kakšna je vaša osrednja karta. Ja. Karta zmernost, karta zdravljenja, tudi to je neka karta ravnovesja, ko smo imeli karta zdravljenja, tle sem prej omenjala, ne.
Ta punca ima to srček tukaj in gre za ozdravljeno srčno čakro, ko si upaš, ko imaš moč, ko si upaš postaviti se zase, ko se ne bojiš več soočenja, ko se enostavno soočiš s temi podvigi, ne? In tukaj je ta pravica ravnovesja, ki te je pripeljala do neke sreče v preteklosti, ampak so ostala neka bremena. Kot sem rekla, ta bremena ste uspeli nekako spustiti in se podati proti neki sreči, ki prinaša transformacijo. In tukaj je videti prav to. Nekako ste zdaj ribe, oziroma tisti, ki se poistovetite s tem pogledom, ste nekako na neki točki balansa, mirnosti. Da vidimo še, kaj je. Aha, vitez mečev, samotar in sodba, ampak ta karta, še četrta se mi je hotla tle, kako vidiš, kako je šla, se pravi, je nekako pomembna. Ja, trojka kelihov, ok, odlično. Zdaj tle imamo ful kart, ki so take modrikaste barve. Se pravi, modrikasti odtenki, modra barva je z grleno čakro. Tukaj vidim nek zagon, da moraš nekaj povedati, nekaj izreči, mogoče te stvari predeluješ v svoji glavi že dolgo časa, ampak tukaj dobiš nek zagon, da nekaj poveš in mogoče tudi ne poveš, ampak da slišiš svoj glas, da začneš slediti svojemu glasu, notranjemu glasu, ker imamo tukaj to sodbo. Dobesedno v tebi se prebudi neka luč s to polno luno, neko lepo zadovoljstvo. In tukaj je tudi ta karta, ki je v bistvu vijolična in nekako nakazuje bolj na to tretje oko in kronsko čakro. Spravi, s tem, ko ti poveš nekaj, ko nekaj izraziš, ko prisluhneš svojemu glasu, dobesedno greš na pot tvojega poslanstva. Ful dobro, ribe, ste na dobri poti, odlično. Wow, kakšen zanimiv pogled. Evo, zdaj bomo še pogledali karte vesolja in je padla, in v bistvu karta vesolja padla na mizo. Tako da dajmo pogledati še, kaj nam nekako vesolje sporoča, kaj nam sporoča energija, da nekako zaokrožimo ta naš pogled, da potegnemo neko glavno sporočilo ven iz njega, kaj se nam obeta oziroma kakšen nasvet. To je to. Evo spet. 9 kelihov, 10 mečev in 4 novcev. To imamo spodaj. V bistvu tle gre dobesedno za to, kar smo že govorili. Se pravi, se nam odpre neka priložnost, da neke težke stvari pustimo zadaj. Tisto, kar se ni šlo, bomo pustili zadaj in se nam bojo v življenju pojavile neke nove priložnosti. Tisti, ki so nekako vzeli neka bremena sabo na pot in bojo ta raztrešila in bojo v bistvu imeli priložnost dejansko iti na pravo pot poslanstva. Evo, karta svet, zaključuje se cikel, 9 novcev, pot uspeha, 10 mečev in to je to, in kraljica mečev. Se pravi, to je to, kar smo cel čas govorili, zelo lepo karte tukaj dokazujejo, da smo energije pravilno brali, da smo potegnili in razbrali ven lepa sporočila, ker se zaključuje nek cikel čakanja. Tukaj dobimo to našo svobodo, naš zagon. Nekaj pride v naše življenje, kar nam bo pomagalo spustiti vse tiste ljudi, ki so nas zavrnili, ki niso hoteli sprejeti nekih svojih lekcij. Zdaj seveda, tisti, ki niso sprejeli lekcij, prihajajo lih v to, da bojo pač mogli nekako ponovno iti čez neke določene izkušnje, ampak vsekakor je tukaj ta jasnost. Tukaj zdaj vidim tudi to osebo kot tebe, ali pa kot nekoga, ki je v bistvu uspel narediti te lekcije, ki je šel naprej, ki je bil pogumen in v bistvu gleda tako s tem. Jaz bi rekla, da ta karta iz druge perspektive gledano kaže na to, da te osebe, ki so nam povzročile neko krivico, dobijo navidezno srečo. Ampak v bistvu, kaj je pravo obilje? Pravo obilje je tisto, ko ti čutiš obilje nekako, pač težko to razložiti, znotraj sebe, ko ti veš, kaj imaš in recimo ta kraljica prav svobodna, čistih misli, brez bremen, gleda neko osebo, ki jo mogoče v preteklosti zavrnila in kako ona doživi nek recimo navidezni uspeh, ampak ta uspeh jo v bistvu samo pelje k ponovnim lekcijam, k lekcijam, ki jih ni opravila, ker se je pač izogibala komunikaciji ali pa sodelovanju in je zavrnila neko ponudbo. Tako da wow, ful zanimivo.
Vsekakor se nam obeta zanimivo obdobje. Zdaj, jaz imam v planu delati take vpoglede, sicer bojo nekoliko krajši, jaz upam. Vsak teden bom se potrudila, da bomo vsak teden šli čez vsa znamenja, da pogledamo, kakšne so situacije. Zdaj, če mi bo uspelo ali ne, bomo videli, ker jaz sledim energijam in če me energije nekako ustavijo na tej poti, pač grem tam, kamor me peljejo. Tako da to je to. Naročite se na kanal, če vas zanimajo te stvari, če hočete biti obveščeni, kdaj bo kaj novega. Lajkajte, všeček, da jim pomagate, da ta vsebina doseže več ljudi in pomaga še komu, ker s tem, kadar lajkaš meni, ne pomagaš samo meni, ampak pomagaš tudi drugim, kar se ti potem vedno dobro obrestuje. Tako da lepo bodi, lepo se imejte, dosti se smejte in čau, čau.